Takole, tule smo ostali zadnjič. Mogoče bi naredili tale primer, ki je tako malo manj po tistih klasičnih metodah. Se pravi x minus 4 na 3 minus x minus 4 na kvadrat. Vidimo, da imamo tukajle minus vmes, tu je na 3, to je na kvadrat. Zdaj, trik v tem, da razstavimo tale primer, je pa, da nam je pol dela v bistvu že naredega. In sicer tale oklepaj in tale oklepaj sta si ista, x minus 4. Ne samo to, tu sta dva taka oklepaja, tu pa trije. To pomeni, da lahko dva oklepaja izmed teh izpostavimo. Zdaj pa kaj ostane? Tukaj ostane en oklepaj, se pravi x minus 4 minus. Tu smo pa vzeli vse ven in kadar izpostavimo, da vzamemo celoten člen, stran moramo mu pustiti za mesto oziroma tako si lahko predstavljamo, kot da tukaj piše še enkrat to. In potem tega pustimo, x minus 4 na kvadrat, krat tega pa poračunamo, ne. To je x minus 5. Tale je bil mogoče najtežji. Tukaj pač preprosto je Vietovo pravilo, samo da daste v oklepaj tole in tole. Lahko še v bistvu tu nadaljujete, imate x minus koren 8, x plus koren 8, pa še tale vam ostane, ta je pa nerazcepljen. X na kvadrat plus 3. Tako, razcepljati polinome mislim, da smo dosti tekom teh časov, tako da bi šli naprej, in sicer k ničlam. Zakaj je ničla polinoma? Zdaj, če imamo koordinatni sistem in v njem graf, a ne, takole. Potem je ničla tista točka, kjer graf funkcije seka x os. Tule. In če pogledamo koordinate teh točk. Ta točka ima za x eno vrednost, ne vem, recimo, da bi bila tule -2, tule 1 pa tule 2. Druga koordinata je pa y, ki je vedno 0, a ne. Ta bi bila 1, 0, ta bi bila 2, 0. In zdaj, ničle so pač te točke, kjer bi graf sekal x os. Zdaj pa zaenkrat še mi grafa nismo delali oziroma mi bomo graf ravno s pomočjo ničel delali. In zato pač vedno je tako, ne, polinom je funkcija in zdaj funkcija ima pa ničlo takrat, kadar seka x os, tam je y 0 in y je v bistvu enako na grafu vrednosti v točki p od x. Se pravi, kje ima polinom ničlo? Polinom ima ničlo tam, kjer je p od x enako 0. Zdaj. Takole, če imamo x minus 3 je 0. Kaj se zgodi? Kaj naredimo, da dobimo, da je tole 0? Ja, verjetno bi predlagali x je 3. 3 damo na ono stran in dobimo, ne. 3 minus 3 je res 0. To bo res, ne. Kaj pa, če imamo x minus 3 na kvadrat je 0? Zdaj, tale kvadrat v bistvu nič kaj ne spremeni. Je tako? Če bi tu bilo 0 na kvadrat, bi to bilo tudi 0. Se pravi, lahko rečemo, vse, kar je v oklepaju, enačimo z 0, pa dobimo x je 3 spet, a ne. Se pravi, dve možnosti imamo. Okej. Pa še tole poglejmo. Če imamo mi zaporedje števil 2 krat 3 krat 0 krat 5 krat 7, to bo vedno 0. Zato, ker kadarkoli je eden izmed faktorjev 0, potem je izraz 0. No, in ideja iskanja ničel je tale. X na 5 plus x na 4 plus bla, bla, bla plus velik izraz, a ne, je 0. Ne moramo uganjati, koliko bo x, da bi vse skupaj bilo 0. To je zelo težko. Zato smo poenostavili tako, da izraze napišemo razstavljene. Recimo x minus 3 krat x plus 5 krat x minus 7. To je en polinom, a ne. To je en polinom, ki smo ga razcepili. In kdaj bo zdaj ta izraz 0?
ne? Kdaj bo ta polinom na tej strani enak nič? Polinom na tej strani bo nič, ko bo tole nič ali tole nič ali tole nič. Se pravi, da mi lahko si to razdelimo na več delov in na take enostavne dele. Kdaj je x minus 3 enako nič? Ja, nič lažjega, ne? Ko je x enako 3. Kdaj je x plus 5 enako nič? Ja, nič lažjega, ne? Ko je x enako minus 5. Kdaj je x minus 7 enako nič? Ja, nič lažjega, ko je x enako 7. In ko si zapleten polinom, ko ga razcepimo, naredimo veliko lažjega, da mu določimo ničle. Ja? Se pravi, če hočemo določiti ničle, moramo polinom razcepiti. Razcepljati smo se pa prej učili, ne, polinom. Zdaj, kaj pravi tale izrek? Število a je ničla polinoma natanko tedaj, ko velja x minus a krat neki drug polinom, kjer je k krat x neki drug polinom, ne. Se pravi, a je ničla, tale del se vzame, x minus a je nič in dobimo x je a. Zdaj, to je v splošnem napisano, ne. Kaj to pravi? Pravi, da moramo na takele faktorje razcepiti polinom. Ni važno, kaj je ostalo, važno je, da dobimo en tak razcepek, ali kako bi rekli, ne. In takrat vidimo, koliko je ničla. Če je polinom stopnje 5, ima kvečjemu 5 ničel. Več jih ne more biti, manj jih še pa lahko ima, ne, glede na to, da še lahko ima kakšen nerazcepen polinom. Okej, se pravi zdaj, mogoče sem malo zakomplicirala tole, ja, ampak boste videli, da zdajle, ko pa gremo na primere, pa ne bo tak problem. Treba je določiti ničlo temle polinomu, ne. To je vaja, nekaj bomo naredili skupaj, nekaj bo pa pač za domačo nalogo. Pa gremo kar po vrsti najbolje, a ne. Nič, s prvim začnimo. Takole si ga bomo dali tule na stran. A ga bomo tu rešili, a ne. Se pravi, dajmo zdaj določiti ničlo polinoma, p od x je 4x minus 12. Polinom ima ničlo tam, kjer je p od x enako nič. Koliko pa je p od x? P od x je 4x minus 12 je nič. Ta polinom je stopnja 1, ne. Kako bi zdaj določili ničlo? Ja, lahko ga razcepimo ali pa mogoče lažje, lahko damo x-e na eno stran, števila na drugo, delimo z 4 in dobimo x je 3. Se pravi, ta polinom je prve stopnje in ima eno ničlo, x je 3. Dobro. Gremo dalje. Naslednji. Lahko gremo tegale. Se pravi, imamo polinom x3 minus x na kvadrat minus 20x. Dajmo p od x, da nas ne bo zmedlo, ne. Se pravi, iščemo ničlo tega polinoma. P od x mora biti nič. Kaj moramo narediti? Imamo zdaj x na 3 minus x na kvadrat minus 20x je nič. Kako jo zdaj poiščemo? Polinom moramo razcepiti. Pa kako se lotiti razcepiti polinom? Najprej pogledamo, ali se da kaj izpostaviti. To je tista prva točka. Da. V vsakem izmed členov je x. Izpostavimo x. Iz prvega ostane x na kvadrat, iz drugega x minus 20 je nič. Tale je že v redu, tako kot je razcepljeno, ne. Zdaj še moramo pa razcepiti drugi del polinoma. Ker so to trije členi, Bovijetovo pravilo. Tale del lahko damo na množenje in moramo dobiti potem -1.
1 krat 20 ne bo, 2 krat 10 ne bo, bo pa 4 krat 5. Zdaj pa 4 krat 5 moramo dobiti -1, zato bo pač -5 pa +4. Komu dela probleme še Vietovo pravilo, tisti, ko greste na maturo, morate Vietovo pravilo znati, a ne, ker se povsod pojavi. In dobimo iz tega lahko 3 ničle. Prva ničla pride iz tegale x-a. Koliko mora biti x, da bo tale del nič? X mora biti nič, ne, ali pa če si zapomnite, da nima ne prišteto ne odšteto nič. Druga ničla, ponavadi jo takole označimo s tukaj eno. Druga ničla je tule x plus 4 mora biti enako nič, se pravi, da je x minus 4. To je druga ničla. In tretja ničla, zdaj jo že tako verjetno vidite na pamet, je 5. Ponavadi se tale predznak ravno obrne, ne. Tako, in imamo 3 ničle. Tako. Do tega se bomo še vrnili, zdaj se še pa pomenimo malo o kratnosti ničel. Včasih se lahko oklepaj večkrat pojavi, a ne. In zdaj ali ga napišemo x minus 3, x minus 3 in dobimo dve ničli, x1 je 3 pa x2 je 3, je nič. Vidimo, da sta ti dve ničli popolnoma enaki, zato rečemo, da je lahko tako rečemo, ne, x1 je 3, dvakratna ničla. Še lažje pa je, če ta zapis poenostavimo, napišemo x minus 3 na kvadrat je nič in preberemo, kolikokratna ničla je, ne. Zdaj, če je dvokratna, enkratna, potem tole ni tako problem, a ne. Če bi bila pa sedemkratna, je pa problem pisati 7 istih oklepajev, je pa že lepše, če napišemo s potenco. Se pravi, to pomeni dvakratna ničla. No, zdaj tukaj imam nekaj primerov, a ne. Če imamo x minus 4 na 6, potem je to šestkratna ničla ali ničla šeste stopnje. Tole, ne, x plus 2 je enkratna ničla oziroma enostavna ničla, ne. In zdaj ugotovimo tudi glede na stopnjo ničle, ali je soda ali je liha. Se pravi, če je šestkratna, ničla šeste stopnje torej, ta je soda. Pa sploh ni važno, koliko je ničla, ne. Tukaj je dvakratna ničla in je tudi soda ničla. Za risanje grafa bomo mogli to razlikovati. Verjetno se še spomnite, a ne, ker mi le to ponavljamo. Tako, no, pa poskusimo zdaj določiti sode pa lihe ničle. Tukajle so izrazi že razcepljeni, pa bomo mogoče tele, ko so tako ličeno napisali, pustili za domačo nalogo, mi bomo pa tukajle svoje primere naredili. Na primer, določi ničle, njihovo stopnjo ter sodost in lihost. Isto navodilo bo naloge, s tem, da si bomo sami izmišljevali primere. Recimo, da imamo polinom p od x je 2 krat x na 3, x minus 1 na kvadrat krat x plus 4. Zato, ker zdajle trenutno vadimo sodost in lihost pa stopnjo ničle, bom že jaz podala polinom v razcepljeni obliki, ne. In zdaj poiščemo ničle, se pravi, iščemo ničle, mora biti polinom enako nič. Gledamo, kam lahko vse vstavimo neko vrednost, da bi lahko spremenili izraz v nič. In zdaj tale dvojka je ali pa ni, ker jo ne moremo ne zbrisati, ne moremo jo nič prestaviti, nič, dvojka je tu, ne moremo nič z njo. Se pravi, prva možnost, da dobimo ničle, je s tegale. Koliko moramo za x vstaviti, da je vse skupaj nič? X1 bo nič. Kakšne stopnje bo? Pogledamo tukaj gor, to je trojka, se pravi, da bo stopnje 3. A je to sode stopnje ali je to lihe? Pogledamo, stopnja je 3, 3 je liho število, zato je to liha ničla. Zaradi lažjega pisanja bomo dali kar L ničla, ne. Drugi oklepaj, ki nam zagotavlja ničlo, je tale. Koliko moramo zdaj za x vstaviti, da bo celoten oklepaj nič? To je 1. Stopnja te ničle je, pogledamo, na koliko je oklepaj, je 2 in to je soda
ničla. In naprej imamo x plus 4. Koliko mora biti x, da je ta oklepaj nič? X3 je torej minus 4. Katere stopnje je? Tu nič ne piše, se pravi tako, kot da bi pisali 1. Stopnja 1 in je liha. Tako, ne, se pravi, da recimo tukaj je bila ničla 1, ampak še vedno je stopnja 2, zato je to soda ničla, a ne. Malo je včasih to zmedeno, dokler se ne navadite, a ne. Tako. Dobro. In še mogoče en primer tega, teh ničel, a ne. Recimo takole. Pa mogoče vam predlagam, da ustavite, preden jaz rešitev povem, pa sami poskusite, ne. P od x je minus 3x, x plus 2 na 3, 2x minus 1 na 4, x plus 5. Pa dajmo še eno. X minus 6 na 3. Tako. Pa dajmo zdaj narediti. Tole mora biti enako nič, če iščemo ničle. Prvo ničlo dobimo iz tegale x-a in rečemo x je nič. Ker je x na 1, potem je stopnja 1 in to je liha. Drugo ničlo dobimo iz tegale oklepaja. X2 je minus 2, stopnje 3 in to je tudi liha ničla. Zdaj pa tale je pa malo bolj kompleksna. Koliko mora biti zdaj x, da bo vse tole nič? Ker ne vidimo na pamet, moramo to enačiti z nič in rešiti enačbo. 2x je 1, delimo z 2 in dobimo x je 1 polovica. Stopnja te ničle je 4, se pravi, da bo soda. Tukaj x4 je minus 5, stopnja 1 liha in tukaj x5 je 6, stopnja 3 liha. Tako, zdaj pa še mogoče gremo obratno. Zapisati polinom, če poznamo njegove ničle. Prva, druga, tretja. To si lahko date v okvirček. Se pravi, polinom lahko zapišemo, če poznamo njegove ničle. Tole je vodilni koeficient krat x minus x1, x minus x2, x minus x3 in tako naprej, x minus xn. Se pravi, toliko imamo ničel, tako jih lahko zapišemo v te oklepaje. Še prej moramo pa dodati vodilni koeficient. In zdaj bomo mi zapisali polinom tretje stopnje s 3 ničlami in velja, da je p od minus 2 4. Kaj zdaj to pomeni? Če je polinom tretje stopnje, potem bo takole, ne. P od x je neki vodilni člen pa x minus x1, x minus x2 pa x minus x3. Zdaj pa x1 je 2, x2 je minus 3 pa x3 je minus 1. Vstavimo zdaj to noter. P od x je a krat x minus 2, x. Namesto x2 moramo pa minus 3 vstaviti. To pomeni, da bo minus 3 krat x minus in isto minus 1. A ne, za minus 3. P od x je potem a krat x minus 2, x plus 3 pa x plus 1. Tu seveda lahko že avtomatsko napišete s plusom, samo saj veste, ne, pazite, da se ne zmotite. No, zdaj moramo pa upoštevati še tole. Da je vrednost polinoma v minus 2 4. Zdaj, če računamo vrednost polinoma v minus 2, potem moramo namesto minus 2, namesto vsakega x-a vstaviti minus 2. To je minus 2 minus 2, minus 2 plus 3,
minus 2 plus 1. Tako. P od minus 2 je potem a krat minus 4 krat 1 krat minus 1. Koliko pa je p od minus 2? P od minus 2 je pa, tule nam piše, ne, 4. 4 je a krat minus 1 krat 1, minus 4 krat 1 je minus 4 krat minus 1 je 4. Delimo z 4, da dobimo samo a, se pravi a, 1 je a. In naš polinom bi bil potem naš rezultat, a ne, bi tule še vstavili to enko noter, se pravi polinom p od x je, to je rezultat zdaj, je 1 krat x minus 2, x plus 3 pa x, ne bo šlo noter, x plus 1, takole, ne. Jaz sem še uspela navzven napisati. Bom še tule poskusila enkrat, se pravi p od x je 1, x minus 2, x plus 3 pa x plus 1. Takle. To je pa potem rešitev te naloge, ne. Tako. Še eno stvar imamo za določanje ničel oziroma en tak postopek, to je Hornerjev algoritem. Hornerjev algoritem uporabljamo za računanje ničel, deljenje polinomov pa računanje vrednosti polinoma v točki. Mogoče najprej, da se kar naučimo izvediti Hornerjev algoritem na enem primeru. No, pa dajmo tega, ne. Se pravi, za Hornerjev algoritem potrebujemo točko, v kateri bomo izvedli Hornerjev algoritem, in pa potrebujemo polinom, v katerem bomo izvedli Hornerjev algoritem. Zdaj pa, to je vedno enako. Vzamemo tabelo in izvedemo Hornerjev algoritem. V prvi, tule zgoraj, napišemo vse koeficiente. Vse koeficiente. Začnemo z x na 4. Koliko je koeficient pri x na 4? 1. Koliko je koeficient naslednji? Naslednji bi mogel biti pri x na 3. To je 0. Pri x na kvadrat je minus 1. Pri x je minus 4 in pri samem številu je 1. Tako. Tule noter damo našo točko. Zdaj pa vedno isto izvajamo Hornerjev algoritem. Navzdol bomo seštevali, postran pa množili. Se pravi, tule zdaj prečrtamo in prepišemo enko. Zdaj pa pomnožimo en krat 1 in tule napišemo enko in dol seštejemo. 1. En krat 1, spet napišemo enko in dol seštejemo. 0. 1 krat 0 je 0 in dol seštejemo. Minus 4. 1 krat minus 4 je minus 4 in dol seštejemo je 0. Zadnjo številko ločimo od drugih z 2 črtama ali pa z eno malo močnejšo. Tole število nam pove, ali je ničla oziroma vrednost polinoma v tej točki. V točki, a ne. Tako. Se pravi, ti so pa vrednosti, to so pa koeficienti polinoma, ki ostane. Bomo si potem pogledali, ne. Tale recimo bi bila ničla, a ne. X1 bi bila ničla. To nam Hornerjev algoritem pove. Se pravi, za Hornerjev algoritem potrebujemo polinom pa točko. Tu napišemo vse koeficiente polinoma, tu pa točko, v kateri izvajamo algoritem. Prvo prečrtamo in potem navzdol seštevamo. Vedno navzdol seštevamo, ne. Kaj zdaj naredimo? Tole pomnožimo in napišemo sem. S temle pomnožimo in napišemo sem.
s temle pomnožimo in napišemo sem. Tako, dol pa vedno seštevamo, a ne. To si je težko napisati, boljše, da si dvakrat zavrtite. Pa poskusite, ne. Še enkrat. Saj to je zdaj pač ponovitev za maturo, tako da nekaj že imate te vaje v zvezku za tretjem letniku, a ne. Tako, zdaj primeri uporabe so pa: lahko izračunamo vrednost v eni točno določeni točki, potem lahko izračunamo ničle, kandidati so pač delitelji, ali pa lahko delimo polinom, ne, z linearnim polinomom. Tale tretji primer uporabe ne bomo mi upoštevali, zato ker mi znamo deliti še večje polinome med sabo in je to v bistvu samo, zdaj vas bo samo zmedlo. Uporabljali ga bomo pa predvsem za iskanje ničel, no. Vrednost polinoma v točki pa tudi znate na peš izračunati, sicer bi se tule kar precej naračunalo, mogoče zmotili, ampak še vedno bi pa znali. Mogoče tegale rešimo, da vidite, a ne, kako se uporablja. Se pravi, prva uporaba Hornerjevega algoritma je: izračunaj vrednost polinoma v točki x ena je 5. Kaj rabimo za Hornerjev algoritem? Rabimo polinom, ki ga imamo, a ne, in pa rabimo točko, v kateri izvajamo Hornerjev algoritem. Tega tudi imamo. Zdaj tale bo kar obsežen. Vidite, kako dolg je polinom, zato bomo mi izračunali, ne, tole. Izračunali bomo vrednost polinoma v tej točki, in sicer s pomočjo Hornerjevega algoritma. Napišimo si zdaj to tabelo. Takole. In tukaj gor prepišemo vse koeficiente polinoma. Imamo zdaj 2, -4, -152. Pardon, tule sem pa jaz nekaj zdaj zgrešila. Moramo po vrsti iti, a ne. Tu je pri x na 6. Tu je pri x na 5. Zdaj pa imamo x na 4. Tu pa ni x na 4, zato moramo dati tukaj 0. Potem pa gremo x na 3, je -152. Pri x na 2 je 8. Pri x-u je -2 pa 55 je tule na koncu, ne, samostojni oziroma prosti člen. V kateri točki? V x ena je 5. Tako. Zdaj pa prvo prečrtamo in navzdol seštejemo. Pa gremo 2 krat 5 je 10. Prištejemo. -4 pa 10 je 6. Zmnožimo. 5 krat 6 je 30. Seštejemo. 30. 5 krat 30 je 150. Seštejemo navzdol. Je -2. 5 krat -2 je -10. Je -2. 5 krat -2 je -10. Je -12. 5 krat -12 je pa, kje ste zdaj, na pomoč, -50. Tako, tole seštejemo in dobimo, da je 5. In kaj je zdaj rezultat tega Hornerjevega algoritma? Tale nam pove vrednost polinoma v tejle točki. 5 je 5. Tukajle sicer piše, da bi mogli dobiti -5. A sem se kje zmotila? Malo preverite, če sem se zmotila, ampak mislim, da ne. Lahko da je bila tule že tiskarska napaka, a ne. Tako. To je računanje vrednosti z Hornerjevim algoritmom. Zdaj, drugi primer uporabe je pa izračunaj ničle, a ne. Še tega si poglejmo. Ta je pa mogoče en malo bolj, malo težji. Zakaj težji? Zato, ker nimamo nobene točke, a ne, v kateri bi to zdaj izračunali. Pa bom jaz izpisala polinom. P od x je x na 4 minus x na kvadrat minus 4x plus 4. In zdaj, da bi dobili ničle, rabimo kandidate. Kje sploh ničla je?
Zato vzamemo zadnji prosti člen in vsi delitelji tega člena so možni kandidati. In imamo plus minus 1, plus minus 2 deli 4 in plus minus 4 deli 4, ne. Kaj so že delitelji? Da se izide. Če 4 delite z 1, dobite celo število. 4 deljeno z 2, celo število. 4 deljeno s 4, celo število. Se pravi, imamo zdaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 možnosti za ničle. Tu smo se zmenili, da pojdite vedno po vrsti, vzamete plus 1, minus 1, plus 2, minus 2 in tako naprej, ker bojo verjetno od začetka tudi kake ničle, ne. In kaj naredimo? Ja, izvedemo Hornerjev algoritem. Kandidate zdaj imamo. Kandidat za našo ničlo x je 1, bomo prvo vzeli, in pa prepisali bomo koeficiente tegale, ne. Pri x na 4 imamo 1, pri x na 3 imamo 0, pri x na kvadrat imamo minus 1, pri x imamo minus 4 in pri številu imamo 4. Izvedimo zdaj Hornerjev algoritem, se pravi, prvo prečrtamo, prepišemo 1 krat 1 je 1, 0 plus 1 je 1, 1 krat 1 je 1, minus 1 pa 1 je 0. 1 pa 0 je 0, minus 4, 1 krat minus 4 je minus 4 in dobimo, da je to res ničla. Zdaj pa kako to uporabiti? Ja, zdaj vemo, da je tole ničla. In zdaj bomo zapisali polinom. Se pravi, p od x lahko zapišemo takole. X je 1 je ničla, ne. Zato lahko rečemo x minus 1 tu. Če bi iskali ničlo, ne, iz polinoma, bi ravno obratno noter napisali. Tu pa napišemo koeficiente polinoma, ki ostanejo. Ker je bilo tule x na 4, za eno stopnjo smo zmanjšali, ko smo vzeli eno ničlo ven, je to zdaj x na 3, x na 2, x pa 1. Za eno zmanjšamo. In tole so tudi x-i, ki jih dodate temle številkam. Se pravi, vzamete najprej tole, to je 1 krat x na 3. Potem vzamemo tole, plus 1 krat x na kvadrat, plus 0 krat x pa minus 1 krat 4, ne, oziroma minus 4 krat 1. Tako, če to zdaj na lepše napišemo, dobimo, da je zdaj polinom naš x minus 1 krat x na 3 plus x na kvadrat minus 4. Tako, ne. In zdaj bi mogli še tale polinom razcepiti, da bi dobili še preostale ničle. Tega se ne bomo lotili, zato ker je Hornerjev algoritem redek in ker smo ga zdajle že kar ene par stvari smo povedali o njem, a ne. Okej. Naslednja stvar, ki jo bomo delali, so polinomske enačbe oziroma enačbe polinoma. Zdaj, tule piše marsikaj, a ne. Zdaj, mi znamo poiskati ničle polinoma. Polinomska enačba pa je lahko takšnale, ne, da ima na eni strani neke x-e pa na drugi strani neke x-e. Kako vemo, da je polinomska enačba? Preprosto tako, da nam ostanejo te x na 3 pa x na 5 pa take zadeve, a ne. In bomo zdaj mi poskusili tole enačbo rešiti, a ne. Zdaj, če pogledamo, x ne paše z nobenim več, a ne. X kvadrat z nobenim več, x na 3 z nobenim več. To pomeni, da zdaj spoznamo polinomsko enačbo. In naš cilj je, da damo vse na eno stran, pa še da po vrsti zložimo te člene. Vse bomo dali na levo. X na 3 minus x, to, ko damo na to stran, je minus 5x na kvadrat plus 5 je 0.
Pa zložimo člene še po stopnjah. X na 3 minus 5x na kvadrat minus x plus 5 je nič. Tole je zapis enega polinoma, a ne. In nas zanimajo ničle. Kako že iščemo ničle polinoma? Ja, preprosto tale polinom je treba razcepiti. Zdaj pa poglejmo, kako bi ga razcepili. Ena možnost je Hornerjev algoritem, če nam nič drugega ne pade na pamet, ampak to je zadnja opcija, najhitreje, če razstavimo po enem izmed pravil. Imamo, ali da izpostavimo, to ne bo šlo. Razlika kvadratov ne bo preveč členov. Koliko jih sploh je? 1, 2, 3, 4 členi. 4 členi, razstavljeni 4 členi, kaj je po navadi 2 pa 2. Vzamemo prva dva, pa iz njih izpostavimo x na kvadrat. Ostane x na 5. Vzamemo druga dva in tukaj vidimo, da bomo mogli dobiti x minus 5. Tu pa imamo x plus 5. Izpostavimo minus 1 oziroma kar minus 1 bomo izpostavili. Minus 1 krat x bo minus x, tukaj rabimo pa minus 5, a ne? Zato, ker plus 5 je minus 5 krat minus 1. Tako. Zdaj imamo pa, tole ne bo nič. Zdaj imamo pa ista dva oklepaja, izpostavimo, x minus 5, x na kvadrat minus 1 je nič. Tegale smo že izpostavili in razstavili, kolikor se je dalo, tegale se še pa da. Sta dva člena in x na kvadrat pa 1 na kvadrat, se pravi razlika kvadratov. X minus 1, x plus 1 je nič. Kakšne so zdaj ničle oziroma rešitve te enačbe? Ja, nič bo takrat, kadar bo vsak izmed faktorjev nič. To pomeni, x1 bo 5, x2 bo 1 in x3 bo minus 1. Se pravi, reševanje polinomske enačbe ni nič drugega, kot da damo vse na eno stran, razcepimo polinom in določimo ničle tega polinoma. Tako, ne. Tukaj, tele vaje se vam splača narediti zato, da povadite razstavljanje. Vse je treba dati na eno stran in to potem rešiti. Je pa res, da so te malo bolj zahtevne enačbe, če imate alfa 3, potem so tam veliko bolj okolju prijazne.